Lepo pozdravljeni spet v oddaji Ambienti, v kateri danes med drugim spoznavamo najboljše primere gradnje z lesom. Pred nekaj meseci se je namreč zaključil javni natečaj Naj lesena gradnja 2020, s katerim želi javna agencija Spirit Slovenija skupaj z Direktoratom za lesarstvo krepiti zavedanje o lesu kot gradbenem materialu prihodnosti, spodbujati arhitekte, naročnike in izvajalce k uporabi lesa ter tako prispevati k prehodu Slovenije v nizkoogljično družbo. Na natečaju so podelili 7 nagrad lesenim stanovanjskim, javnim in inženirskim objektom. Spoznali smo že nagrajeno enodružinsko hišo, zdaj pa še k ostalim nagrajenim objektom, ki bodo pokazali, česa vsega je zmožen les. V okviru natečaja za Naj leseno gradnjo 2020 je bilo podeljenih 7 nagrad v različnih kategorijah. Tretjo nacionalno nagrado za leseno gradnjo 2020 je podelila 5-članska komisija, ki so jo sestavljali strokovnjaki z področja arhitekture, trajnostne gradnje in učinkovite rabe energije gradbenih konstrukcij in lesarstva. Da je mogoče iz lesa zgraditi tudi večjo stavbo, dokazuje stanovanjski objekt Karantanika. Nagrada opozarja in spodbuja k nadaljevanju razvoja uporabe lesa v visoki gradnji in je plod ocene arhitekturne in tehnološke vrednosti objekta. Karantanika v Domžalah je prva večstanovanjska stavba v Sloveniji, ki je popolnoma lesena. V ozadju vidimo 4 etaže, ki so konstrukcijsko zgrajene iz križno lepljenega lesa v celoti. V Sloveniji je to najvišja stanovanjska stavba. V Evropi in svetu se sicer gradi že preko 20 etaž in gre praktično proti 30 etažam in navzgor. Les v arhitekturi pomeni svobodo izražanja. Za pravo izbiro konstrukcijskega sistema praktično lahko zagotovimo bistvene zahteve sodobne trajnostne arhitekture. Kot konstrukcija pa pomeni veliko svobodo pri oblikovanju, pri izbiri razponov, pri previsih, konzolah in pa seveda tudi sami etažnosti stavb. Stanovanjskemu apartmajskemu naselju Podbreg je bila podeljena nagrada zaradi prispevka k ohranjanju harmonične podobe tradicionalnih alpskih naselij in smiselne uporabe lesa v alpskem prostoru Slovenije. Gradnja šolskih in športnih objektov v manjših podeželskih krajih je vedno priložnost, da se z njihovo domišljeno umestitvijo izoblikuje v prostoru javni prostor, ki osmisli javni program kot osrednje kulturno središče kraja. Športno-izobraževalni objekt Trebelno si zasluži nagrado tako po kriteriju kakovostne arhitekture, kot tudi vrhunske tehnologije uporabe lesa. Zakaj je nagrada za objekte, kot je športni center Trebelno, pomembna? Bom rekla tako za arhitekta, kot za uporabnika. Predvsem zato, ker je dokaz, da se da tudi v lokalnih okoljih s finančnimi omejitvami, pa tudi z prostorskimi omejitvami, zgraditi dobro leseno arhitekturo, ki odgovarja na vse probleme, s katerimi se ponavadi soočimo v prostoru. Tukaj namreč je šlo za gradnjo na relativno strmem terenu, za majhno parcelo, utesnjeno parcelo in v takih primerih je les celo najboljši material, ki ga lahko uporabimo, saj njegove lastnosti, da je lahek pri uporabi na velikih konstrukcijah, omogoča, da lahko naredimo tudi tehnološko dovršeno arhitekturo. V arhitekturi zagovarjam iskrenost uporabe materijala. Lesena konstrukcija naj ostane vidna in naj prikazuje, iz kakšnega materijala je bila narejena hiša. Nam arhitektom pa je zagotovo zanimivo, da se pri lesenih konstrukcijah oziroma lesenih fasadah, leseni arhitekturi le-ta skozi čas stara, spreminja in se njegova podoba lahko celo skozi leta polepša oziroma elegantno postara. Športni objekt Squashland v Ljubljani je primer manifestacije inovativne rabe lesa v zahtevnih in kompleksnih športnih objektih. Nagrada je bila dodeljena za radikalno in domiselno programsko arhitekturno rešitev, kot tudi za inovativno uporabo tehnologije v leseni gradnji. Lesena konstrukcija nadstrešnice nad tržnico nadgrajuje razumevanje tradicionalnih lesenih konstrukcij, kot jih poznamo pri kozolcih ali lesenih gospodarskih objektih, ter vnaša v tržni prostor Medvod prijetno svežino. Nagrada je zato rezultat tako dela arhitektov, tehnologov in tesarjev, kot tudi občinske uprave, ki je imela posluh za ohranjanje tradicije v leseni gradnji.
Ekohiša Bic v Ljubljani je manjši šolski objekt, postavljen v pastoralno-barjansko krajino. Objekt si zasluži nagrado kot primer skromne in hkrati kakovostne arhitekture v pogojih omejenih finančnih sredstev. Kar bi bilo zanimivo omeniti glede konstrukcije same, to se mi zdi zanimiv podatek, da je ta objekt narejen iz masivnih križno lepljenih plošč smrekovih. Konstrukcija stropov je iz križno lepljenega lesa. Objekt ima več kot 70% lesnega deleža, stavbno pohištvo je leseno in celo toplotna izolacija je upihana celuloza. Se pravi, les diši in ko stopimo v lesen objekt, ga zaznamo z vsemi čuti. Vohamo ga, vidimo ga, prijeten je na otip pogled in ima dobre absorpcijske lastnosti, kar pomeni, da dobro vpija vlago, jo oddaja, ima dobre akustične lastnosti. V prostoru se dobro počutimo ravno zaradi vseh naštetih stvari. Les je trajnosten, je naraven material in predvsem je lokalen material, zato ga je treba uporabljati.